Dogovor, sklenjen v Kopenhagnu, lahko strnemo v nekaj besed. Ni pošten, ni ambiciozen in ni pravno zavezujoč. Svetovni voditelji svojega dela še niso opravili. V tem letu so številne države v razvoju pokazale pripravljenost sprejeti svoj delež bremena za preprečitev podnebnega kaosa. Vendar je na koncu krivdo za neuspeh treba pripisati bogatim industrijsko razvitim državam, ki nosijo največjo zgodovinsko odgovornost za trenutno situacijo. Združene države Amerike so še posebej razočarale, saj niso pokazale pravega vodenja in so pogajanja kvečjemu upočasnile. Kopenhagenski dogovor nekateri označujejo kot korak naprej. To vsekakor ni. V bistvu sploh ni bil uradno potrjen s strani konference pogodbenic, nasprotovalo mu je približno 10 držav. Ne vsebuje močnih ukrepov za zmanjšanje emisij v razvitih državah, kakor tudi ne zagotavlja, da bodo razvite države resnično namenile zadostna finančna sredstva za podnebno ukrepanje v državah v razvoju. Gre za veliko koncesijo podeljeno industrijam, ki najbolj onesnažujejo naše podnebje, še posebej sektorju fosilnih goriv, ki mu je močno lobiranje za spodkopanje sporazuma zagotovilo ponovno licenco za nadaljevanje z onesnaževanjem. Toda delo še ni končano. Ljudje celega sveta so pred pričetkom vrha zahtevali dejanski sporazum in še vedno ga zahtevajo. Civilna družba, ki v zadnjih dneh ni imela dostopa do podnebnega vrha, se mora sedaj dvojno potruditi. Vsak izmed nas mora poskrbeti za to, da bodo naši voditelji postali odgovorni. Moramo se boriti za preprečevanje klimatske katastrofe na vsaki ravni politike, na lokalnem, regionalnem, nacionalnem nivoju in na mednarodni ravni. Lahko delamo za temeljne spremembe v naši družbi ali pa trpimo njene posledice. Namreč, kljub temu, da se bodo pogajanja nadaljevala naslednje leto, je izguba pravno zavezujočega cilja vrhu v Kopenhagnu dala pečat zamujene priložnosti. Svet se mora sedaj ponovno združiti na poti v Mehiko, ker mora za zaustavitev katastrofalnih podnebnih sprememb biti sprejet pravičen, ambiciozen in pravno zavezujoč dogovor.